Dober dan v Evropskem magazinu. V Salzburgu so podelili nagrade Energy Globe. To je najprestižnejša svetovna nagrada za trajno reševanje okoljskih težav. Sodelovalo je 161 držav z več kot 1000 projekti. Poglejmo, kdo so bili najboljši. Energy Globe je fundacija, ki podeljuje prestižno energetsko-okoljsko nagrado Energy Globe Award. Z njo ta neprofitna organizacija počasti projekte, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Zmagovalci nagrado prejmejo na slovesni prireditvi, ki jo prenašajo televizijske postaje po vsem svetu. Znane osebnosti in svetovni vodje so predani podporniki te fundacije. Zato je več pozornosti namenjene dejstvu, da je treba varčevati z energijo, zmanjšati izpuste in vire porabljati varčno. Nagrada je bila ustanovljena z namenom, da bi predstavili projekte z novimi rešitvami za boljšo prihodnost in povečali ozaveščenost o ravnanju z energijo in viri. Izziv je tudi izpolniti različne zahteve v revnih in bogatih državah. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man also wirklich auch das Bewusstsein schafft, dass auf der Welt überall ein bisschen anders aussieht. Das ist unsere Welt, wo 20% der Weltbevölkerung 80% der Energie verbrauchen, wo es in erster Linie einmal heißt, den Energieverbrauch zu optimieren. Und dann die zweite Welt, wo jeder Vierte heute auf der Welt eigentlich keinen Zugang zu Licht, keinen Strom, aber auch keine andere Energie sich leisten kann. Fundacija Energy Globe je posvečena širjenju znanja o alternativnih in obnovljivih oblikah energije po svetu. Ponekod se mora to začeti pri ničli. Ne gre samo za izboljšanje vsakdana ljudi, temveč tudi za prispevek k okolju in prihodnosti naših otrok. The Energy Globe demonstrates how much innovation is going on all over the world, and at the same time it is necessary to award good ideas because this is the best way to communicate them. Avstrijski Salzburg je bil izbran za gostitelja slovesnosti ob podelitvi nagrad. To očarljivo baročno mesto ima mnogo ozkih ulic, toda voditelji niso bili niti malo ozkogledi, ko so sprejeli prireditev. The questions of climate protection and the turnover of the energy policies are on the top of our agenda. And therefore I'm very happy and proud that tonight's award will be handed over in Salzburg. And this award was founded to promote awareness of energy efficiency and a new energy politic. And I think that's a very, very good thing for Salzburg. Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you to the Energy Globe World Award for Sustainability. My name is Arabella Kiesbauer, and I will be your host for the award ceremony. So as you all know, the Energy Globe is the most prestigious environmental award worldwide. And tonight, we want to place in the spotlight the best solutions for utilizing renewable or emission-free sources. Skrivnost novega materiala za embalažo v celoti narejenega iz bioloških snovi so trosi posebnih gob. Za postopek ne potrebujemo energije. Novi material sušijo pri temperaturi nekaj čez 43 stopinj Celzija. Potrebuje le desetino energije, ki se porabi pri konvencionalni proizvodnji plastičnih tem. Ta revolucionarni material je mogoče kompostirati.
Ta edinstvena energetsko učinkovita proizvodnja alg je preboj v industrijski proizvodnji mikroalg za dragocena olja in biogoriva. Nova tehnologija ne zahteva kmetijskih površin, voda pa se prečisti in ponovno uporabi. Postopek gojenja zagotavlja surovine, ki jih v farmaciji, kozmetiki, hrani za hišne ljubljenčke in proizvodnje energije primanjkuje. Ta preprosti in poceni izum prihrani pitno vodo. Voda iz prhe in umivalnika se zbira v posebni posodi, opremljeni s filtrom. Od tod steče voda v zbiralnik, od koder jo črpalka potisne v straniščni kotliček. Črpalka je povezana s stikalom v kotličku. Pri vsakem splakovanju sistem prihrani do 20 litrov pitne vode. Večina žensk v podeželskih predelih Nikaragve kuha nad odprtim ognjem. Zato potrebujejo velike količine lesa za kurjavo in so vsakodnevno izpostavljene škodljivemu dimu. Neprofitna organizacija Solar Women for Central America spodbuja uporabo štedilnikov na sončno energijo zaradi okoljskih in zdravstvenih razlogov. Do danes je že več kot 700 žensk v 4 krajih zgradilo lastne solarne štedilnike. Ti štedilniki so preprosti za uporabo in hrana se skuha sama na soncu. Fundacija prav tako spodbuja uporabo sušilnikov hrane za sušenje zelišč ali sadja, kot so ananasi, banane in papaje. Projekt je odskočna deska za zvišanje dohodka žensk, ki te proizvode prodajajo in istočasno ščiti okolje. Rosi Charalambous se je zavedala, da je zdravstvena oskrba na Cipru slabša kot v drugih razvitih državah. Da bi pomagala bolnim otrokom, se je odločila, da bo zbirala denar za bolnišnico. Odgovor je dobesedno našla ležati na ulici – aluminijaste pločevinke. Rosi je organizacijo Cans for Kids ustanovila pred 22 leti, ko se o zaščiti okolja še ni govorilo. Danes Rosi tesno sodeluje s šolami in skupinami mladostnikov ter zbere 10% vseh uporabljenih aluminijastih pločevink na Cipru. Ogromno prostovoljcev pomaga pri razvrščanju pločevink v centru za recikliranje, kjer jih kasneje zdrobijo. Za boljšo zdravstveno oskrbo otrok so doslej zbrali že več kot 260 000 evrov. We now want to crown the world champion. Believe me, it was a very difficult job for the international juries. The winner of the Energy Globe World Award is Mrs. Marta Veronica Rocha from Nicaragua. And here is the founder of the Energy Globe, Engineer Wolfgang Neumann, to hand over the trophy to Cardinal Turkson.
muy poca. The inspiration of the project was the fact that they wanted to support the Nicaraguan women because they really have a hard life, and it is the sun actually that resolves a lot of problems for these women. Puede resolver esos problemas. It's truly overwhelming and amazing, and every time we get the opportunity to be honored, especially by an organization like Energy Globe, we jump at it. So it's really wonderful for us. Cyprus is a small island. We never expected this, but I have to say that it will give us great impetus. And I think the Energy Globe is doing a fantastic job, because if I look at all the people that I've met from around the world, all the other nominees and their brilliant projects, we're all working for the same thing, and that's thanks to Energy Globe bringing us together. For making the change, the time is now. This world is turning upside down. This is the truth we have to. Industrija je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Tisti, ki stremijo za dobičkom, velikokrat pozabijo na okolje. Če pa bi naravovarstveniki in podjetniki združili svoje moči, bi rezultat lahko bil tudi drugačen. To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.